Pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli, da začnemo teden z Lili Sorum, znova ful zanimiva tema. Lekcije. Kaj so naše življenjske lekcije? Morda zveni nekoliko moreče, ampak ne, naj vas naslov ne zavede. Pravzaprav razumevanje naših lekcij nam pomaga, kaj je tisto, česar se pravzaprav še učimo. In dejstvo je, da celo življenje se učimo in dejstvo je, da včasih imamo občutek, da smo nekaj že osvojili, da smo se že naučili in potem pride situacija, v kateri se nam zdi, vraga. Torej, dragi moji, v tej oddaji bomo povedali, kaj lekcije so, kako jih izračunamo, katere so vaše lekcije, kaj to za vas pomeni. Seveda pa bomo potem odgovorili v drugem delu oddaje tudi na vaše najbolj pogosta vprašanja. Se pravi, kaj je razlika med lekcijo in karmičnim zapisom? Pa kaj je potem mojstrski zapis? Pa kaj se zgodi, če ime spremenimo? Povedali bomo tudi nekaj nasvetov, kako kar najbolje izbrati ime za otročka. Povedali bomo, kaj pomeni, če imate lekcijo in osebno število enako. Torej, tiste stvari, ki me vi največkrat sprašujete. Kaj torej lekcija je? Lekcija preprosto pomeni, da se nečesa še učite. Pravzaprav razlaga naših lekcij je, kot bi imeli v rokah učbenik življenja. Kot bi nam nekdo dal neko skripto, ki nam pomaga razumeti, zakaj neke situacije se ponavljajo. In pravzaprav, da tukaj ne gre za prekletstvo, ne gre za karmo, ne gre za neko kazen, ne gre za to, da ste vi nesposobni, ne gre za to, da je z vami nekaj narobe, ampak dejansko gre za to, da to so energije, s katerimi se na tak način duhovna numerologija absolutno sprejema, bom rekla, tudi reinkarnacijo. Se pravi, to so tiste energije, s katerimi se na tak način do sedaj vaša osebnost, vaša duša še ni srečevala. Se pravi, mogoče ste odnose ali pa kako je treba graditi stvari obvladali 3 življenja nazaj v Egiptu, ampak tukaj in sedaj v temu, bom rekla, konceptu, v teh energijah, v teh vibracijah, v katerih je Zemlja sedaj, v katerih je človeštvo sedaj, pa mogoče rabite še malo stvari dodatno popiliti, se jih naučiti. In te informacije so izjemno praktične. Prvo zato, da nam je sploh malo bolj jasno, kaj se dogaja. Drugo zato, da morda za nazaj razumemo, zakaj so se neke stvari dogajale, pa tudi, da mogoče malo razumemo, če smo v neki taki malo bolj težki situaciji, kaj nas pravzaprav uči. In tisti, ki vam bo tale oddaja premalo, naj vam povem, da obstaja pisna analiza, ki se dejansko reče učbenik življenja, ki zajema vaše lekcije, pa tudi karmične zapise. In tisti, ki imate pa rajši takole osebni stik, pa seveda vabljeni na osebno svetovanje, da se poglobimo v vse vaše številke in da vidimo, kaj vam pravzaprav sporočajo. In ko mi rečemo, moje ime je to pa to, jaz ko rečem Lili Sorum, pravzaprav sem sporočila s tem kar nekaj numeroloških zapisov. In sicer kar 3 osebne števile, kar 3 osebna števila. Torej, število usode, ki pove naše poslanstvo, to je seštevek imena in priimka. Število duše, to je seštevek samoglasnikov imena in priimka, ki nam zaupa vse, kar rabimo vedeti o odnosih, o partnerstvu, tudi o odnosu samih do sebe, tudi o naši duši, se pravi našem duhovnem zavedanju, in moje število osebnosti, ker nam pove, kako me okolica vidi, kako me okolica doživlja, zakaj me morda narobe razumejo, kako izboljšati prvi vtis in tako naprej. In ko povem Lili Sorum, povem pa tudi, katere lekcije v življenju me čakajo, so moje. Torej, ko vi poveste svoje ime, zaupate na energijskem nivoju veliko. Torej, lekcije so tista energija, ki je v črkah vašega imena ni. Se pravi, prav vsaka črka ima numerološko vrednost. Tukaj vam zdaj dajem tabelo. Napišite svoje ime in priimek kot ob rojstvu. To pomeni dekliški priimek. Če ste ime spremenili, ste se poročili, ste se ločili, morda so vas posvojili, morda je pa to osebna odločitev. V vsakem primeru napišite svoje ime in priimek kot ob rojstvu in pod vsako črko podpišete njeno vrednost in potem pogledate, katerih teh vrednosti ni. Se pravi, če imate enko, dvojko, trojko in tako naprej, video, da je to stavi, če rabite malo več časa, ali pa če vas mogoče zanima še kakšna druga oseba. Mi imamo tukaj zdajle primer Ano Novak. Ana Novak v svojih črkah imena in priimka nima energije 3, 7, 8 in 9. No, pa kar pojdimo. Enka. Lekcija števila 1 preprosto pravi, učiš se stati na svojih nogah.
Kar pa pomeni tudi znati presoditi, kako in kdaj sprejeti pomoč. Enka je tista, ki vedno prinaša neko željo po napredku, izzive samostojnosti, neodvisnosti. Se pravi, od vas se pričakuje, da razmišljate s svojo glavo. Da ste vi tisti, ki se odloči, kaj ja in kaj ne. Je že res, da nam vedno to ne uspe, da življenje ni vedno gača, potica, torta. Pravi, vse ni nujno, da boste uspeli v čisto vsakem podvigu. Zelo pomembno pa je, da razmišljate s svojo glavo, da ste vi kot posameznik individualno bitje. Se pravi, da veste, kdo ste, kam greste in zakaj. Kadarkoli se mogoče počutite malo zgubljene, to pravzaprav pomeni, da vam malo manjka enke. Nekaj podobnega bomo slišali tudi pri osmici. Ampak dejstvo je, da enka vas sprašuje, ali znaš stati na svojih nogah in kako. Lekcija 2 denimo pa nas sprašuje, ali znamo resnično prositi in sprejeti pomoč. Ali to pomeni, da je z nami nekaj narobe. Število 2 nas uči potrpežljivosti, nas uči se prilagajati, brez da bi se podredili. To je velika razlika. Eno je kompromis, eno je dogovor, eno je, da jaz mogoče malo potrpim, ker razumem, da je drugi osebi nekaj zelo pomembno, čeprav ker meni na živce. Nekaj popolnoma drugega pa je, da jaz samo sebe izničim. Kadarkoli imamo lekcijo 2, to pomeni, da se učimo pravzaprav pravega pomena pojmov sodelovanje, odnos, partnerstvo in predvsem negovanje odnosa do sebe. Torej, lekcija 2 v prvi vrsti, v prvi fazi prinaša izziv našega notranjega dvogovora, ki naj bo vaš. Torej ne besede vaših staršev, ne besede iz otroštva, ne besedice okolja, ampak vas. Podobno bomo povedali zdaj za trojko. Število 3 je število izražanja, je število kreacije, je število bujne domišljije. Ko imamo trojko, se pravzaprav učimo izraziti. Se pravzaprav učimo navdihniti druge, brez da bi izgubili sebe. Kar pa zelo želim zdaj poudariti pa je, izrazite sebe. Ne ilustrirajte drugih. Ne obnašajte se, ne dihajte tako, kot drugi od vas pričakujejo, ampak negujte svojo kreativo. Raziskujte svoje globine, svoja čustva. Če pride do trenutka drame, pravzaprav vam življenje želi povedati, da nekje na neki točki resnično ne živite sebe. Življenje vam želi povedati, da nekje morda niste v svoji polni barvitosti. Torej, lekcija 3 nas opominja, da je življenje lepo, da razlika med tem, ali smo optimist ali pesimist, pa pravzaprav je naša lastna izbira in odločitev. Število 4 vemo, da je število gradnje. V primeru lekcije pa prinaša izzive discipline, reda, tega, da znamo popredalčkati stvari in jim dati nekako pravi pomen. Ja, kako tečno to zdaj zveni, kaj ne? Ampak pravzaprav lekcija 4 nam prinaša izzive vztrajnosti. Ali boste resnično vztrajali pri temu, kdor vi ste, za kar ste se odločili? Pravijo, red mora biti, jaz bom temu dodala. Prav je, da znamo biti redoljubni. Prav pa je tudi, da nismo ukovani v nek oklep svojih prepričanj, pričakovanj okolice, neke tradicije, nekih stvari, ki so zastarele. Se pravi, to število 4 vas nekako sprašuje, kdo ste vi v tem trenutku, kaj pa je mogoče neka struktura, neka prepričanja, neki gradniki, ki pravzaprav v resnici niso vaši, ne gradijo vas, ampak gradijo mogoče vaše okolje in kolikokrat pravzaprav popustite. No, število 5 vemo, da je povezano s strastjo, svobodo, s potovanjem, z raziskovanjem, z eksperimentiranjem. Kadarkoli se pojavi v obliki lekcije, pa vas sprašuje, ali se znate v resnici prilagoditi. Ali ste nekdo, ki, zdaj bomo rekli, se obrača po vetru, ali ste nekdo, ki pa pravzaprav išče spremembe. Ste nekdo, ki je spontan, ste nekdo, ki se zna sprostiti, ste nekdo, ki zna sebi slediti, kljub temu, da mogoče okolica ni več z vami. Torej, po eni strani raziskovalec življenja, ki išče neke nove poljane, po drugi strani pa, kje je tista prava zdrava meja, da nismo vedno mi nek Robinson Crusoe, da ne dirkamo od ene točke do druge brez
cilja. Se pravi, ta petka sem ter tja vam bo zmešala štrene, ta petka sem ter tja vas bo spraševala, ste dovolj radovedni, ste raziskali vse možnosti, ste mogoče malo premalo, preveč rigidni pravzaprav. Šestica, naše število ljubezni, romantike, doma, družine. Pravzaprav vas uči tiste zdrave odgovornosti in skrbi, kar pomeni, da ne smete na sebe pozabiti, kar pomeni, da ne smejo biti samo vaši najdražji prvi in edini pomembni, kar pomeni, da včasih ta zaščitna energija, ki se lahko sproži, morda ne leži znotraj vašega srca, ampak znotraj pričakovanj okolice. Pravi število 6 v lekciji vas sprašuje, ali znate biti ljubeči do sebe na zdrav način. Kar ne pomeni, jaz sem zdaj prvi oziroma prva, pa noben drug, ampak pomeni pravzaprav, ali se znate postaviti na enakovreden način, na enakovredno mesto ostalim. Se pravi, tako jaz kot drugi. In pravzaprav, ali znate balansirati. Znam sprejemati in znam dajati. To, kar sprejmem, želim dati drugim, kar dajem drugim, želim sprejeti zase. Tako nekako zaženemo kolesje ravnovesja. Lekcija 7. Lekcija 7 je tudi zelo zanimiva, prinaša nam lekcije resnice, znanja, intuicije in pravzaprav, kaj je naša resnica, nas sprašuje. Kaj je tisto, v kar verjamemo mi? 7 je tista, ki zna biti zelo, zelo zahtevna, povezujemo jo s perfekcionizmom, odlično oddajo perfekcionizmu sem posnela, na mojem YouTube kanalu na zavihku Osebna rast jo lahko najdete. 7 je tista, ki nam nekako reče, to pa ni dovolj dobro, to bi bilo pa lahko boljše. A tega še zmeri ne znaš. Ta naš notranji kritik. Kadar se pojavi v vlogi lekcije, pa preprosto nas sprašuje, na podlagi koga ali česa oblikujete svoja merila. Na podlagi koga ali česa se odločate, ali je nekaj dovolj dobro ali ne. Ko smo majhni, so to ponavadi ocene v šoli, ali nas je tršica, ali pa tovariš, profesor pohvalil, ko smo odrasli, pa ta merila naj bodo naša. Pravi, dragi moji, ustvarjate svoja merila. Lekcija 8. Ta pa je močna. Samozavest, ego, pa tudi materialni uspeh, moč. Kaj moč je? A je moč v mišicah, da lahko kar razbijete vsako oviro pred vami, pa naj bo to, ne vem, hlod na cesti ali človek? Ne. Prava moč izhaja iz tistega občutka miru, ko vemo, da bomo zmogli. Ko vemo, da je včasih potrebno tudi prositi za pomoč, kajti to pomeni, da moč prejmemo od drugih, ki nam želijo jo podariti. Ne da si jo vzamemo, ne da jo zmanipuliramo, ne da jo izsilimo, ampak da prosimo, jo sprejmemo in se zahvalimo. Velika lekcija je to včasih lahko, kajti število 8 je močno, število 8 je zelo učinkovito, je zelo podjetno, število 8 vemo, da je število manifestacije, se pravi, kadar vam nekaj ne uspe, ne biti sami do sebi pretirano kritični in nase jezni. In še lekcija 9. 9 je tisto število, ki ga povezujemo s sočutjem, s širino sveta, z globalnim dojemanjem sveta, s povezanostjo. Velikokrat pa seveda lahko potem vodi tudi v to, da stvari posplošujemo. Se pravi, da nekoliko prehitro kar rečemo, vse mačke so take, vsi psi so take, vse ženske so take, vsi šefi so take, vsi tašče so take, vse službe so take in tako naprej in tako naprej. Se pravi, lekcija 9 vas bo vedno znova spraševala, ali vidite širšo sliko, ali znate narediti korak nazaj in razumeti, zakaj se je nekaj zgodilo, kolikokrat v življenju se nam zgodi, da si nekaj totalno ful želimo, se nam ne uresniči in pa par let kasneje rečemo, o moj bog, še dober. Torej, dragi moji, kadarkoli vam nekaj ne gre, probajte prehiteti ta proces in si rečete, zakaj bom čez nekaj let bil mnenja, da še dober. 9 je tista, ki nas uči sočutja do sebe. Kaj pomeni, če lekcije nimate? To ne pomeni, da ste zdaj že razsvetljeni in da so vas prisilili priti nazaj na zemljo. To pomeni, da se teh nekih lekcij in stvari učite preko osebnih števil, se pravi preko situacij, ki do vas niso tako zelo zahtevne. Kot zanimivost naj povem, Michael Jackson ni imel nobene lekcije, pa njegovo življenje resnično ni bilo najbolj enostavno. Kar nekaj izzivov, težkih situacij, težko odraščanje in tako naprej je imel. To, da nimamo lekcije, pomeni, da smo se, če se zdaj malo bolj pravljično izrazimo, ko smo sedeli na oblačku, gledali na zemljo in se odločali, kaj se bomo šli v tem življenju, smo rekli,
mogoče sem pa kot duša malo utrujena, mogoče si želim malo premora. No, Michael Jackson res ni bil dober primer. Grem na zemljo brez neke zahtevnosti. Velikokrat se nam lahko lekcije pojavijo tudi zato, ker smo se odločili nekaj izpopolniti. To pa največkrat pomeni, kadar v svojih izračunih osebnih števil ugotovimo, da to cifro že imamo. Recimo, da imate število življenjske poti 3, pa imate tudi lekcijo 3. To pomeni, da ste se na področju, ki ga pokriva število življenjske poti, se pravi, ki ga pokriva osebno število, odločili to izpiliti, dodatno se učiti. Se pravi, v tem primeru življenje bo prineslo malo bolj drugačne, na malo bolj drugačnem nivoju lekcije, temu bi lahko rekli kar posrečeno specializacija. In to nas pripelje tudi do karme in karmičnih zapisov. Lekcija je učna snov. Karma pa je pravzaprav, če jo primerjamo z našim šolskim sistemom, ker se mi zdi to tak plastičen primer, popravni izpit. Se pravi, ko imamo karmični zapis, pomeni, da nekaj popravljamo. In tudi sicer v srednji šoli, če dobimo cvek tam nekje novembra, ga seveda imamo možnost popraviti in imamo lahko na koncu celo 4. No, če fašemo popravni izpit, pomeni, da nam po vsej verjetnosti ne bodo pogledali skozi prste, nas pri spraševanju pred tablo ne bodo vprašali to, kar vemo, da znamo, ampak bodo iskali, česa še ne znamo. Ta komisija na koncu leta, ki sedi pred nami, ko smo v popravnem izpitu, bo iskala luknje v našem znanju. To je karma. Karma išče tiste luknje, ki jih še nismo dovolj zglancali, se jih naučili, izpopolnili, kajti predvidevati je, da v prejšnjem življenju nismo ravnali najbolje. Karma se skriva v zapisih 13, 14, 16 in 19, o karmi smo tudi že govorili, poiščite v mojih oddajah ali na moji spletni strani. Kaj pomeni, če imamo veliko lekcij? A to pomeni, da ste, jaz se včasih pohecam kot kozliček, da ste mlada duša, zelo reaktivna duša? Ne. To pomeni, da pravzaprav ste si takrat, ko ste se odločili priti na zemljo, odločili naučiti veliko. Včasih govorimo tudi o duši, ki je tik pred mojstrstvom, ki želi tik pred koncem, oziroma preden stopi na nivo mojstra, izpopolniti neke stvari. Seveda lahko v določenih primerih pomeni, da gre tudi za mlado dušo, to se potem vidi v osebnih številih, ampak načeloma, če imate veliko lekcij, če ste ugotovili, da imate kar nekaj teh lekcij, ne se ustrašiti. Naj bo to vaše vodilo, naj bo to nek vaš smerokaz, kompas preko vašega življenja. In tukaj potem velikokrat me vprašate, kako pa bom potem svojemu otroku dala tako ime, da bo čim boljše. Jaz vam lahko res 100% zagotovostjo povem, ker z numerologijo se profesionalno ukvarjam več kot 20 let, zelo veliko svetovanj o izbiri imena za otroka imam za seboj pred rojstvom in vam lahko povem, da velikokrat, največkrat, skoraj 100%, skoraj res vsakič so zapisi različnih predlogov imen, recimo, da ne vemo, bo punčka, bo fantek, recimo, da mož bi eno ime, mamica bi drugo ime, tašča bi tretje ime in potem gledamo, kje je najboljše. Največkrat so zapisi zelo podobni, kar pomeni, da duša zelo dobro ve, česa si želi. Se pravi, vaši starši vam prav gotovo niso dali napačnega imena in tudi vi svojemu otroku zagotovo ga ne boste dali. Je pa dobrodošlo, da to pogledamo vnaprej. Prvo zato, da se izognemo neharmoniji, to prinaša ekstremne situacije v življenje našega otročka, in pa zato, da pravzaprav razumemo, kakšna dušica prihaja. Numerologija je res enkratno orodje in pomoč pri vzgoji. Kajti vse te, bom rekla, lastnosti, smernice, vse to se vidi že takoj po rojstvu. Presenečeni bi bili, koliko mamic, ki pride k meni dejansko na svetovanje pri vzgoju otroka, ne na coaching. Reče, ampak moj Bog pa 3 mesece je bil star, pa se je že to videl. Pol ure na dan je bil buden, pa se je to že videl. Veliko takih primerov imam, ko potem, ko pogledamo za nazaj, gotovimo, da ja, dojenček že v plenicah je kazal določene smernice. In vse te informacije so lahko nam v prid. Tudi če mi sami sebe začnemo dojemati, kot da smo dojenček, kot da smo otrok, se pravi, se učimo. Česa se učimo, razlagajo naše lekcije. Tudi ko spremenimo ime, se spremenimo ta zapis, ker ne pomeni, da bomo zdaj pa kar najdli ime in se bomo vseh teh lekcij in karme in tega znebili, kje pa. Velikokrat si tako pritegnemo kakšne zapise, ki niso naši, zato s temi energijami težje operiramo, težje jih potem nekako predelamo. Tudi zato absolutno je modro pogledati,
preden spremenimo ime, kaj nam nove energije prinašajo. In da ne bomo pozabili na mojstrska števila. Mojstrska števila so 11, 22, 33 in tako naprej do 99. Mojstrstvo pomeni, da pa smo zagotovo stara duša, ki je prišla nazaj na zemljo, nekako to modrost, to energijo deliti naprej. Kadar se mojstrsko število pojavi v številu zrelosti, to pa pomeni, da se bo to mojstrstvo nekako nabralo, se bo nekako oblikovalo, da lepše tako rečem, v tem življenju, kar pomeni, da bomo imeli po vsej verjetnosti prvo polovico življenja kar naporno. Jaz mislim, in še kako dolgo traja, da lekcijo izpolnimo in dokončamo. Ja, dragi moji, celo življenje se učimo. Lahko se zgodi, da vi zdaj gledate tole oddajo in pogledate in rečete, ampak tole pa jaz res že znam. Super. Kar ne pomeni, da mogoče čez 3, 4, 5, 6 let ne bo mimo prišla situacija, ki bo rekla, poglej, malo specializacije. Torej, dragi moji, fajn je vedeti, katera števila so tista, ki pravzaprav vam prinašajo neka učenja, neke lekcije, pa pravzaprav prepoznavanje, veste česa? Vas.